Vse nam ima preveč blebetam. To je bil E63 AMG. Dobro jutro, da boš vedel približno, kje smo datumsko. Predvčerajšnjem je bil komotor mit, danes pelem tole Olgico nazaj. Pa te dni je imel Mercedes na Vranskem take dosti zanimive dni. So par hudih avtov na kup zbrali, tako da med tem, ko pelem tale avto v Ljubljano, se ustavim tam, naredim kakšen krog, pa da vidim, kaj so pripravili. Potem pa Olgo vrnem, poberem pa en drug zanimiv avto. Tako, toliko v današnjem urniku, pa da približno vedeš, kaj se dogaja z mano. Čeprav zdaj gruntam, Olga je bila tista ta trivratna, ne bo take drugega, ki je večja. Dajmo reči, da ne bo, pa ne bo. Oksana? Se kar v redu sliši. Pa za ceno, to me tudi skozi sprašujete, lej, veš kaj piše? Evo mene na Vranskem. Tle pa enega lulčka narisal. Jo, ti lulček. Slišim pa že grmenje. Pa avto miljavžent. Stari, ta nov G je tudi, tega še nisem pelil. Kva je hud stari s temi lučkami, ja? A se strinjamo? Tale četica je pa tudi kar v redu, pa kakšno farbo ima tale? Kva je to, rjava, zelena? No, tako za začetek gremo na offroad. Že na fotkah je dober, ne? Takole uživo. Z mano v avtu je Amazasov inštruktor in absolutni strokovnjak za offroad vožnjo, gospod Janez Marolt. Kaj pa je zdaj motor tukaj noter? G540, V8 benziner, pa 422 konov. Kakšni so tri osnovni nasveti za terensko vožnjo, ki bi jih moral vsak poznati? Če ne pozna terena, naj si ga prej pogleda. Druga stvar, nežno z gasom. Tretja stvar, da se poduči, kako se sistemi vklapljajo pa izklapljajo. Sprav znanje o tehniki, ki jo avto ponuja, ne? Tako. Ja, tako no, za prvo srečanje z face to frišano, pravzaprav čist na nov, skup sestavljeno legendo, je bilo kar dobro. Ok, zdaj, ki je bila pa offroad uvertura narejena, pa lahko pokažem še kakšne druge zanimive stvari. Začel bi pa kar s tem avtom, zato ker stari, wow, vse tega poznaš, ne? To je AMG GT, to je Mercedesov najnovejši 4-sedežen kupe in jaz mislim, da si to oznako kupe skoraj čist zasluž, zato ker vsi vemo, ne? Čista prav kupe je samo tist, ki ima dvojevrat. Ne, pa še tiste tukaj zadnji. Zgleda bomba. Tak močen, nabit, me prav zanima, kako se pele. Tole je en tak netok pritajen difuzor, rori so pa ogromni. Pa je zdaj to. Kar hudi detajli, ja? Rumene žlajfe, feltne se lepo šajnajo. Pa ta napis je tudi kar lušten, ha? Vidim, da je avto odklenen, tako da... A veš kva? Tale kabina je pa kar dosti kljuke. Vrem jaz lepo kar drugo vrsto, da si jo lepš pogledam. A? Jaz bi rekel, da tole je neki ta... O, stari. Lej to, no. Carbon fiber. Se lepo svet, a nade? Je pa Mercedes, se razume, sem pripelil še druge svoje adute. Tudi imaš eno grupo, ki se skozi vozi zunaj po cestah. Tam nazadnje imaš recimo hibrida, E-Coupe, CLS-a pa E-Cabrio. Tukaj le še na enem podestu. Zakaj za hudiče te hude avte dajo na podeste? Je pa še tale zanimiv avto, ful dobra specifikacija, srebrna pločevina, pa rdeča streha, AMG GTC Roadster. A veš zakaj pa zdaj caj, da se jaz počas spravim na pisto? Pa meni poveda, da bom vozil brez očal, ker sem prej sončna sesu. Ko tri avte imamo, spredi tista beštija, v tisto se bom na zadnjo sedel, C43 pa E63 AMG. Najprej kar za nekaj jasno, voziti par krogov tukaj po Vranskem, tukaj jaz ne moram narediti testa, zato ne bom pametval o tehničnih karakteristikah, se bom sam prepustil izkušnji, kar prije ven iz mene pride. To je pa to. Pojmo. A veš kva? Velikrat sem že vozil po Vranskem, tudi hiter, ampak ne vem, če je bila kdaj že postavljena tako posrečena konfiguracija steze. Par šikan. Tole bo fajn, ko bo še malo hitreje. A veš, da so vmes šikane, to ni slabo. Ja, hitrost je manjša, ampak zabava, ta je pa, če mene vprašaš, večja. Aha, zdaj nam bo mi že malo bolj zares, tako bo treba na gas pritisniti. Enoč pa dajmo. Kakšen zvok, stari. Pa tale C43 je hiter, ne? Ampak mu diham za vratnik. Nima pogojev. Pa vedno, ko pelem E-AMG, ne? Me zelo hitro pomeni na eno stvar, da zna kar dober golfat fisko, ne čist, ampak glede na to, koliko je težek, je zelo, kako reče temu Angleži, nimble. Zelo je tak lahkoten, bi mu dal 200-250 kg manj, kolikor jih ima v resnici, predvsem tukaj v telih šikanah. Za zelo
bočno kuliso pa itak ne rabim poudarjati, ne, koliko je barvita, pestra, močna, grmeča, pa še kaj. Mislim, uživam in vedno si mislim, stari, dajte mi ta avto za kakšen dan ali pa dva. Ne me sem rajta tukaj na poligonu, spusti me še ven, porka, ma do! Tale je kar tricky corner, vidiš, ka zadek laha krata, pa pol gaz dol po klancu, hard brake, šikana, desno, levo, desno, tak dolg desen zavoj, ni zbrdo, dober je proga postavljena. Sedaj nam ima preveč blebetam. To je bil E63 AMG. Avto številka 2, C43 AMG. Od tega nisem pelil pa še čist nikoli, zato se veselim še posebej. Nota je malo bolj nežna, ampak imam občutek, da takrat, ko ga bom razvezil, bo dal kaj od sebe. Poslušamo. Aha! Vidiš, ta avto je pa v primerjavi z E-AMG vsem bistveno bolj, in to se opasa v prvi šikani, nastavljen na komfort. Vsem se dobro pelje, predvsem krmiljenje je čudovito. Je pa jasno, da je udobje tista beseda, ki je tukaj še vedno napisana z veliko. Zdaj pa, da ga postavim malo na mejo zmogljivosti, kar se oprijema pneumatik tiče, da vidim, kako se bo podvozje odzval, kako se bo celoten avto odzval na to, ko ga bom malo prisilil, da se igra z mano. Ima pa zvok tega motorja eno drugo prednost, ne? Ni tako razgrajaški, je pa bolj tak kremast, tako prijetno, uglajeno, agresiven. Da sem to zdaj sploh kaj povedal. No jo, pa začnimo dinamičen krog. Ojo, se nekaj pa da od sebe, stari, le to. Pa tako je jasno, kje se pokaže pol tista manjša pomanjkljivost, ki pride do res hitre pa športne vožnje. Namreč v delih, ki so res tehnično zahtevnejši, recimo tamle zadnje bo en tak zanimiv prevoj, in ko sem prišel na prevoj, to je res del, kjer avto se trudi, da išče oprijem, tam je ta malo lahek ratum. Medtem, ko je bil E, pa predvidevam, da bo tako tudi pri kupeju čist drugače, je bil zelo planted. Lej, to je tale del, ko se pripelješ relativno hitro na prevoj in tukaj se avto trudi, da dobi grip, ker je zavoj pa še prevoj in zadnji del lahko ostane. Tukaj se pa potem pozna, v primerjavi s tistim E-em, da je ta avto naštiman bolj na komfort. In na takih štikacih proge se pol pozna, ko avto reče, jej, jaz grem z veseljem hiter, ampak prosim lepo, ne ga sred pa preveč. A prav. Pa tudi nagibanja karoserije je več. Ampak, a veš kaj, po mojem ti ne rabim razlagati, s katerim avtom bi se rajš odpeljal na eno turo čez Evropo, tako udobno, da vzameš sabo damo, pa rečeš, le, zdaj pa tako, greva za 3-4 dni, peljala se bova hiter, ampak vmes bova tudi uživala, da ne bo vse skupaj ves čas napeto, pa tako naprej. To bi bil pa pol ta avto. Zdaj pa ta zadnji avto kot priboljšek, še GTC. Ta prva stvar, ki jo tukaj opaziš, ko se noter usedeš, je manjko prostora, ne da ga je premalo zame kot za voznika, ampak zelo utesnen občutek je, kada si v enem takem poldirkaškem kokonu. Pri tem avtu drugače vse upravljaš tukaj na sredinskem grebenu. Vidiš, tukaj imaš recimo vklop glasnega izpuha, tukaj imaš nastavitev trdote vzmetenja, tukaj so vozni programi, Individual, Comfort, Sport, Sport Plus pa Race. Race ne smemo dati, opa, gremo nazaj. Tale avto je pa še malo glasnejši, pa še nekaj vidim čist drugačna dinamika, čuti se, da je težišče bistveno nižje. Je pa v enem še ena stvar res, pri takšnemu avtu priti do meje oprijema, pa tam pol tudi znati kontrolo držati, pa se z njim malo igrati, je težje kot pri tistem, treba priznati. Predvsem tudi zato, ker je meja nastavljena malo višji, pa ven se ful manj vidi. O, stari, druga zgodba, ej. Pa dolg pokrov motorja, stari, ni šale. Ta inštruktor spredi pa, stari, vsaka čas, lepo si nadrkal tole progo, moram reči. Body control, razmeroma dobro umejen, avto se nagiba praktično nič, ful uprijema. Jaz pravzaprav čakam, kdaj bo zadek zdrsnil, pa nisem niti blizu. Je pa res, da ker avto ne poznam dobro, sem z njim zelo nežen. Zaviranje pred čikano, desno, levo, super body control. Čutim, da sem na robu uprijema z gumam, ampak avto, ker je podvozje dobro nastavljeno, mi daje dober feeling, zato se ga upam terati. Drugač, pozabi, stari, pa tudi feeling na bremzi, takole za šikano je odličen. Ful dober. Pa pas me še od prejšnjega hard brakinga drži kar oren, stari ne spusti. Spust! Jaz bi dihal, deca, na glavo padel. No in s to vožnjo se zaključuje moja današnja izkušnja tukaj v centru varne vožnje AMZS na Vranskem. Mercedes, hvala za vabilo in to je to za danes, je prav? A ja, ne, ni še, čakaj malo, skoro sem rekel adijo.
moram še Lado vrniti, Mazda prevzeti. No evo, pa sem še to porihtel, kar vidiš za mano je Mazda CX-5. Mazda CX-5 ni dolg od tega, kar sem jo imel, ampak jo imam z veseljem spet. A veš zakaj? Ker če vzameš v obzir, koliko prijeten all-rounder je tole, ki ima mimogrede enega najbolj privlačnih sprednjih delov v ta trenutek med avti, je pol ni neke hude matematike, ne? Da se bo težko s tem avtom družiti, ali ne? To je pa zdaj res to, porca madonna! Adijo.